V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Mir z vami. Dragi bratje in sestre, nocoj v tem večeru, v katerem smo se zbrali v naši stolnici ob dnevu spomina na žrtvo vseh totalitarizmov, je ta pozdrav, ta želja, ta klic po miru še posebej na mestu. Ker vemo, kako krhka dobrina je mir, koliko si je treba prizadevati zanjo in kako težko jo je včasih ohranjati, tudi v svojem življenju, v tvojem srcu. Zato prosimo svoj Gospoda, naj bo naša molitev, naj bo naša daritev rodovitna za nas same, za svojce vseh žrtev in da naj tudi življenje in umiranje vseh žrtev totalitarizma prinese in rodi svoje sadove v naših družbah. Mi pa prosimo za odpuščanje svojih grehov, da bomo vredno obhajali to sveto skrivnost. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga, nebiškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Dobri Bog, naklanjaš nam priložnost za reševanje in spravo, da bi te spoznali in priznali za stvarnika in očita. Pomagaj nam, da bomo radi poslušali oznanilo sprave, se podredili tvoji volji in da go vse obnovili v Kristusu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Berilo iz knjige Sodnikov. Tedaj so se zbrali vsi meščani Sihema in vsa hiša Mela ter šli in postavili Abimeleka za kralja pri hrastu v Sihemu. Ko so to sporočili Joatamu, je šel, se postavil na vrh gore Garizima, povzdignil svoj glas, zavpil in jim rekel: Poslušajte me, sihemski meščani, da vas bo Bog poslušal. Šla drevesa, da si mazilijo kralja. In so dejala Olki: kraljuj nad nami. Odgovorila jim je Olka:
Ali naj pustim svojo maščobo, ki se z njo časti Bog in človek, pa se grem poviševati nad drevesa? In drevesa so dejala smokvi: Pridi, kraljuj nad nami. Odgovorila jim je smokva: Ali naj pustim svojo sladkobo in svoje dobro sadje, pa se grem poviševati nad drevesa? In drevesa so dejala vinski trti: Pridi, kraljuj nad nami. Odgovorila jim je vinska trta: Ali naj pustim svoje vino, ki razveseljuje Boga in človeka, pa se grem poviševati nad drevesa? In vsa drevesa so dejala trnovemu grmu: Pridi, kraljuj nad nami. Odgovoril je trnov grm drevesom: Če me res hočete maziliti za svojega kralja, pridite, počivajte v moji senci. Če ne, naj pride strnja ogenj in naj použije libanonske cedre. To je Božja beseda. Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Mateju. Tisti čas je povedal Jezus svojim učencem to priliko. Nebeško kraljestvo je podobno hišnemu gospodarju, ki je šel zjutraj zgodaj najemat delavcev za svoj vinograd. Pogodil se je z delavci za 1 denar na dan in jih poslal v vinograd. In šel je ven okrog 3. ure
in videl druge na trgu stati brez dela. Tudi tem je rekel, pojdite še vi v vinograd in kar bo prav, vam bom dal. In so šli. Okrog 6. in 9. ure je zopet šel in storil prav tako. Ko je šel okrog 11. je našel druge, da so postavali in jim je rekel, kaj stojite tukaj ves dan brez dela? Odgovorijo mu, nihče nas ni najel. Reče jim, pojdite tudi vi v vinograd. Ko se je pa zavečerilo, pravi gospodar vinograda svojemu skrbniku, pokliči delavce in jim daj plačilo, začenši od poslednjih do prvih. Pristopili so torej tisti, ki so bili prišli okoli 11. ure in vsak je dobil 1 denar. Ko so prišli prvi, so mislili, da bodo prejeli več, pa tudi ti so prejeli vsak 1 denar. In ko so prejeli, so ga drnjali nad hišnim gospodarjem in so rekli, ti poslednji so delali 1 uro, pa si jih izenačil z nami, ki smo prenašali težo dneva in vročino. On pa je odgovoril enemu izmed njih, prijatelj, ne delam ti krivice, ali se nisi za 1 denar z menoj pogodil? Vzemi, kar je tvojega in pojdi. Hočem pa tudi poslednjemu dati, kakor tebi. Ali ne smem storiti s svojim, kar hočem? Ali je tvoje srce hudobno, ker sem jaz dober? Tako bodo poslednji prvi in prvi poslednji. To je Kristusov evangelij. Spoštovani vsi, ki ste se danes že na različne načine in na različnih krajih spomnili žrtev totalitarnih režimov 20. stoletja. Dragi duhovnik in diakona, sestra redovnice, spoštovani visoki gostje, predstavniki političnega, diplomatskega in družbenega življenja, spoštovani predstavniki vojaškega vikariata, dragi bratje in sestre. Tukaj v Ljubljanski stolnici, kjer vas res iskreno pozdravljam, smo se zbrali zato, ker nam ni vseeno, ker nam je mar. Nasprotno, nasilna dejanja preteklega stoletja so svet zavila v tako gosto, debelo kopreno gorja, solza, krivic, smrti in še vedno iščemo poti do resnične svobode in do resnične svobode, do resnične svetlobe, do resnične luči. Zdi se mi, da bomo pot do luči, do tiste luči, ki razsvetli človekovo srce in spoznanje, do tiste luči, v kateri resnico spoznamo in jo sprejmemo, da tako resnica postane del nas, mi pa del nje. In to ne glede na to, ali je to resnica o preteklosti ali resnica našega časa. Sicer pa teh dveh resničnosti ne moremo ločevati med seboj, ker preteklost prerašča sedanjost in sedanjost svojimi koreninami sega v preteklost. Današnji dan spomina na žrtve totalitarnih in avtoritarnih režimov je namenoma postavljen na ta datum, kakor vsi dobro vemo, kajti na ta dan sta se v Moskvi nacistična Nemčija in komunistična Sovjetska zveza dogovorili o medsebojnem nenapadanju. In ta medsebojni dogovor je vseboval tudi klauzulo, v kateri sta si Hitler in Stalin razdelila
interesna področja. Sporazum je pod krinko vplivnih con predvideval medsebojno podporo obeh držav pri okupaciji ozemelj tujih držav. Drugo svetovno vojno sta skupaj začela nacizem in komunizem. Čeprav smo toliko časa poslušali resnice, da nam skoraj ne gre v račun. Ampak dogovor je bil strašen. Kako ne bi človeku prišlo na misel čudno zbližanje med Herodom in Pilatom o procesu, v katerem je bil Jezus obsojen na smrt? Tisti dan sta se Herod in Pilat spoprijateljila. Prej sta se namreč sovražila, piše evangelist Luka v svojem evangeljskem poročilu. Drug drugega varajo, nobeden ne govori resnice, svoj jezik so navadili na laž, ne naveličajo se delati krivice, pravi Jeremija. Zlo je sposobno sklepati zavezništvo z zlom. Čeprav mora, in ta mora je neizmerno nujen, sklepanje takšnih zavezništv vedno predstaviti ne kot zavezništvo z zlom, ampak kot korak k dobremu, k lepši in mirnejši prihodnosti. Tudi Hitler in Stalin sta se v tem paktu predstavljala kot prijatelja, ki gradita varnejše odnose med državami in narodi. A videz lahko človeka prevara. V ozadju oziroma v skriti vsebini tega dogovora je bila vojna. Ta bo podjarmila najprej narode in države, za katere sta se dogovorila. Vojna, ki je potem vrgla požar po vsem svetu. Glede na to, da nekaterih političnih predstavnikov danes ni tukaj, tudi drugje, kot smo slišali, jih ni bilo, bi človek dejal, da totalitarizmi v vseh nas še niso deležni enake obsodbe. Kot da je en totalitarizem boljši od drugega, ali je vsaj manj strašen kakor drugi. Pa je eno človeško življenje manj pomembno od drugega in je ubiti enega človeka manjši greh, kakor ubiti drugega. Hitro smo na spolzkem terenu. Danes namreč potrebujemo ta dan zaradi pietetnega spominjanja in prebujanja zavesti, kajti zelo potrebno je ostajati pozoren in buden ob dogodkih v svetu in pri nas. Vemo namreč, da zlo ni bilo premagano ne s kapitulacijo Italije, ne z Nürnberškimi procesi, ne s padcem Berlinskega zidu in ne z osamosvojitvijo naše države. Zlo se ne bo končalo, tudi ne s prevzemanjem ustanov, ne da bi o tem povedalo svojo voljo ljudstvo na volitvah, ne s sprejemanjem zakonodaje proti tako imenovanemu sovražnemu govoru in še toliko drugih stvari bi lahko našteli, ob katerih moramo ostajati pozorni in čuječi. V razmišljanju ostanimo najprej v naših domačih razmerah in samo v drobcu resnice, ki razodeva strahoto komunizma. Kataklizma, pokop sveta, neke družbe in kulture. In prav to se je zgodilo slovenskim svetom v tistih usodnih letih. Je nekaj osupljivega, nepojemljivega, nekaj, kar se zaradi svoje velikosti in radikalnosti nasilja zdi tudi absolutno in dokončno. Zato pa je tem bolj osupljiva neuničljivost resnice, ki se nekako nelogično in nerazložljivo
vendarle ohranja in na svoj tihi, včasih komaj zaznavni način preživi. Tako je zapisal Brane Senegačnik v slovenskem času, ko je razmišljal o umorjenem pesniku Ivanu Hribošku. Zakaj tako? Ker dejstva po trdoživosti prenašajo vse kombinacije moči. Na moč se ni mogoče zanesti. Nastane, ko se ljudje povežejo in organizirajo za voljo določenega cilja in izgine, ko je cilj dosežen ali pa izgubljen. Zaradi nezanesljivosti, ki jo nosi v sebi, moč ne more ponuditi resnice in resničnosti, a niti trdne zaslombe neresnici in trenutno dobrodošlim fikcijam, pravi Hannah Arendt. Ali kot pravi modri Sirah, ptice se družijo v sebi enakimi. Resnica pa prihaja k tistim, ki jo uresničujejo. Dovolite mi, da se sedaj oprime nekoliko drugačnih misli in poudarkov. Velikokrat ob spominskih dnevih razmišljamo o zlu in o razdiralni dejavnosti totalitarizma, ki imajo v svojih koreninah različna izhodišča, konec pa isti, izem. Tisto neuničljivo, tista resnica, ki jo moč hoče poteptati, utišati in umoriti, čemu služijo taborišča, krematoriji ali pa prikrita grobišča kraških brezan in jarkov, pa prihaja na dan. Dobi svoj življenjski prostor pod soncem in potrjuje Jezusovo besedo, da resnica osvobaja. Zato želim danes navesti dve pričevanji žrtev dveh totalitarizmov. Verjetno ste oboje že brali ali slišali, pa nas lahko ponovno pretrese, da bomo bolj čuječi, bolj budni, da nas retorika leporečja ne uspava. Ivanka Novak, nečakinja velikega slovenskega jezikoslovca Stanislava Škrabca, je umrla, ker partizani niso ujedli njenega moža. Bila je v 6. mesecu nosečnosti in je morilce prosila, naj jo pustijo živeti, dokler ne bo rodila otroka. Ne zase, za otrokovo življenje je prosila. In kljub temu je morala 4. junija 1942 umreti v Zamostecu. In v noči pred smrtjo je svojemu otroku napisala pismo, ki so ga našli v njeni obleki, skupaj z njo zakopano v grobu, ki ga je sama izkopala zase in za svoje dete. Nekaj odlomkov, ker je usupljivo, kakšna ljubezen je mogoča sredi brbotanja zla. Še nekaj ur mojega življenja in po konec. O moj otrok, moj nežni angel, kako bi si želela videti tvoje nasmejano lice, ki bi me tako razveselilo. O moj otrok, moj nežni beli cvet, nikoli ne bom mogla videti tvojih ročic, nikoli mi ne boš mogel vrniti nežnih objemov, nikoli te ne bom mogla stisniti k svojemu srcu, čeprav si tako blizu njega. Nikoli, moj otrok. Nikoli ti ne bom mogla peti uspavanke. Zavedno bom tvoja postelja, čeprav hladna in trda. Ti samo mirno spi. Ne moreš slutiti, kaj te čaka. Z mano boš umiral, tako kot bom umirala jaz, s teboj v mislih. Takrat bo konec najinega stratanja, najinih muk. Skupaj bova odšla proti Bogu. Ko sem te prvič začutila v svojem trebuhu, ko sem začutila tvoj nemir, sem pričela sanjati,
kako te bo prvič peljala k Bogu, v Božjo bližino, ko te bo oblila krstna voda. Nažalost te bo oblila moja kri. Krščen boš z materino krvjo polno ljubezni. Nažalost, moje telo bo kmalu postalo ciborij, ti moj otrok, jaz pa hostija v njem. Iz mojega srca te bo vzela roka polna ljubezni, ki te bo položila v svoje božansko srce. Takrat te bom, moj otrok, prvič videla. Takrat bom zagledala tvoje lice. Takrat boš prvič videl svojo mater in prvič mi boš rekel: o, mama. Drug primer junaškega upiranja totalitarnemu nacizmu pa je zgled avstrijskega kmeta. Ne kakšnega, odličnega, takšnem ali drugačnem pomenu, ampak kmeta, Franca Jägerstätterja. Uprl se je služenju v nacistični vojski in zato je bil obsojen na smrt. Obglavljen je bil 9. avgusta 1943. V trenutkih pred izvršitvijo obsodbe je ženi napisal pismo. Imel je ženo in 3 deklice. Bog te blagoslovi, moja najdražja žena in vsi moji najdražji. Zjutraj okoli 5:30 smo se morali takoj obleči. Šele opoldne sem bil obveščen, da je bila kazen potrjena. Želim ti napisati nekaj besed v slovo. Najdražja žena in mati, še enkrat se ti zahvaljujem za vse, kar si naredila zame v mojem življenju, za vso ljubezen in žrtve, ki si jih doprinesla zame. In še enkrat te prosim, odpusti mi vse, s čimer sem te žalil in prizadel, kako tudi samo se odpuščam. Najdražja žena in mati, nisem te mogel osvoboditi te bolečine, ki jo zdaj trpiš zaradi mene. Lepo mi pozdravi moje ljube otroke. In zdaj, dragi moji, nasvidenje in ne pozabite me v svojih molitvah. Drži se zapovedi in po Božji milosti se kmalu spet vidimo v nebesih. Nekaj ur pred obglavljanjem piše ženi. In pravi, da je bolj svobodno umreti, kakor služiti zlu. Bratje in sestre, ti pričevanji sem želel predstaviti, ker nam dokazujeta, da totalitarizmi lahko podjarmijo države in narode. Lahko. Ne morejo pa podjarmiti enega samega človekovega srca, ki ostaja zvesto. Zvesto Bogu. In v tej zvestobi Bogu veruje, upa in ljubi. Prosimo Gospoda, da bi vedno dovolj močno verovali, upali in ljubili, da bi mogli in hoteli reči ne vsemu, kar ni vera, kar ni upanje in kar ni ljubezen. Amen. Dragi bratje in sestre, Gospod nas kliče v svojo službo. Ta klic ne velja le nekaterim, marveč vsem ljudem. Veseli se mu zanj zahvalimo in ga ponižno prosimo. Dobri Bog, prosimo te za cerkev na Slovenskem, da bo prva kazala in delovala po Kristusovem zgledu ljubezni in miru. Prosimo te, usliši nas. Usmeraj voditelje slovenskega naroda, da si bodo prizadevali za strpnost, mir
in iskali skupni imenovalec, ne glede na njihov politični ali verski nazor. Prosimo te, usliši nas. Prosimo te za vas, slovenski narod, da ne bi pristajal na kakršnokoli obliko totalitarnega načina razmišljanja in vodenja naših lokalnih skupnosti kot tudi države. Prosimo te, usliši nas. Prosimo te tudi za naše družine, naj bodo oaze miru in civilizacije ljubezni. Prosimo te, usliši nas. Pa tudi za vse žrtve vseh treh totalitarističnih režimov, naj bodo naši priprošniki v nebesih. Prosimo te, usliši nas. Gospod, še naprej nam odpiraj zaklade svoje dobrote in ljubezni, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. vesolja, po tvoji dobroti smo prejeli ta kruh, tebe ga prinašamo sad zemlje, dela človeški kruh, da postane kruh življenja. Hvala Bog, Gospod vesolja, po tvoji dobroti smo prejeli to vino, tebe ga prinašamo sad trte, dela človeški kruh, da postane duhovna pijača. Molimo, bratje in sestre, naj Bog naš dobri Oče sprejme to daritev. Nebiški Oče, spomni se, da tvoj sin naš mir in naša sprava uničil greh sveta s svojo krvjo. Dobrotno sprejmi darove svoje cerkve, da bo vsem ljudem mogla prinesti svobodo Kristusa, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. Gospod z vami, kvišku srca, zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo, Gospod, sveti Oče, vsemogočni večni Bog, po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Čudovita je njegova velikonočna skrivnost. Z njo nas je rešil jarma greha in smrti in poklical v toliko slavo, da smo zdaj izvoljen rod, kraljevo duhovništvo, svet narod in pridobljeno ljudstvo. Poklical si nas in ste imel svojo čudovito svetlobo, da povsod oznanjamo tvoja slavna dela. Zato z angeli in nad angeli in vsemi nebeškimi zbori pojemo hvalnico tvojemu veličastvu in nenehno vzklikamo. Svet, svet, svet si ti Gospod, Bog vsega stvarstva. Polna so nebesa in zemlja tvoje slave, hozana na višavah.
Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem, hozana na višavah. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato po sveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vire. Spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja, darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu. Spopolni jo v ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, tukaj navzočino škofom Stanislavom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi naših bratov in sester, vseh žrtev totalitarizmov, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, svetim Jožefom, njenim možem, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha vsa čast in slava na vse veke vekov. Dragi bratje in sestre, ko je nek duhovnik prišel v rov hude jame, kmalu po odkritju, potem, ko je bila odprta, je rekel, tukaj besede onemijo. Tukaj lahko govori samo solza in molitev. In mi smo v tem večeru, v tem spominskem dnevu na žrtve vseh totalitarizmov, vseh taboriščih, vseh krematorijih, ob vseh hudih jamah. In naj nas to gane. In naj nas to spodbudi k molitvi, kako nas uči Jezus. Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, Ti si naš mir in naša sprava, ker si trpel in umrl za nas. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospodov mir bodi vedno z vami. V začetku sem rekel, da je mir krhka dobrina, ki jo treba paziti in ki jo treba skrbno graditi. Ne o posebnih priložnostih, ampak vedno in povsod. Storimo to v tem trenutku, drug drugemu podarimo mir. Glejte, jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagor povabljenim na njegovo gostijo.
molimo. Bog Oče, prejeli smo zakrament Tvojega Sina, naj okrepi naše moči, da bomo iz skrivnostnega vira edinosti črpali moč za ljubezen in povsod delali za Tvoj mir. Po Kristusu našem Gospodu. Dragi bratje in sestre, prijatelji, naj vas povabim po podeljenem blagoslovu in pesmi, da ostanete še, kajti bo sledila slavnostna akademija ob dnevu spomina na žrtev totalitarnih režimov. Hvala. Prosimo Gospoda, naj nas blagoslovi v našem prizadevanju za dobro, za mir, za sožitje. Gospod z vami. Božji mir, ki vsak razum presega, naj varuje vaša srca in vaše misli, da boste bolj spoznali in ljubili Boga in njegovega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa. To naj vam in vsem vašim podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdimo v miru.
Pozdravljeni na slavnostni akademiji, ki ob dnevu spomina na žrtve totalitarnih in avtoritarnih režimov organizira študijski center za narodno spravo, vojaški vikariat in nadškofija Ljubljana. Spoštovani, dovolite, da uvodoma pozdravim ljubljanskega nadškofa monsinjorja Stanislava Zoreta, namestnika vojaškega vikariata Milana Pregla, stolnega župnika Romana Stalca in vse ostale duhovnike. S svojim obiskom so današnji dogodek počastili tudi veleposlaniki iz Avstrije, Madžarske in predstavniki iz ZDA v Ljubljani in pa tudi veleposlanik z Madžarske v Sloveniji. Prav posebno pa pozdravljam današnjega slavnostnega govornika, profesorja, doktorja Mateja Avblja ter vse ostale predstavnike politične in ostale združenja. Spoštovani, Slovenijo so v tem mesecu pustošile ekstremne vremenske razmere, ki so prinesle mnogo gorja, žalosti in obupa. Slovenci smo srčni ljudje, kar smo pokazali, ko smo stopili skupaj v teh težkih razmerah. Vendar za gorje, žalost in obup pa ni vedno kriva le narava, vendar ga večkrat prizadene ravno človek človeku. Ta je mnogo hujši, kot ga v poduk ponudi narava. To se na poseben način spominjamo tukaj danes. O vsem tem, kaj zmore človek in česa ne, nas bo nagovoril dr. Matej Avbelj. Še predtem pa dovolite, da ga predstavim. Dr. Matej Avbelj je profesor za evropsko pravo in prorektor Nove univerze. Kot znanstveni svetnik je vpet v raziskovalno delo Nove univerze ter vodi in sodeluje v njenih raziskovalnih projektih. Njegovo raziskovanje in akademsko delo je osredotočeno na pravo Evropske unije, ustavno pravo in teorijo prava. Pri vodilnih domačih in tujih založbah redno objavlja znanstvena dela z področja prava Evropske unije, ustavnega prava, pravne teorije in varovanja človekovih pravic. Aktiven je v stanovskih, akademskih, civilno-družbenih iniciativah, tako doma kot po svetu. Dr. Avbelj je prejemnik številnih prestižnih mednarodnih štipendij in predava na mnogih tujih univerzah, tako v Evropi kot v Združenih državah Amerike. Njegova celotna bibliografija obsega več kot 700 del. Profesor dr. Matej Avbelj. Počaščeni smo, da ste današnji slavnostni govornik in vas vabimo k besedi. Hvala lepa za besedo. Spoštovani visoki zbor, spoštovani gostje, dragi prijatelji, drage prijateljice, vsi zbrani. Dovolite mi, da se uvodoma zahvalim direktorju Študijskega centra za narodno spravo, dr. Tomažu Ivešiču, za povabilo, da vas lahko nagovorim danes ob Evropskem dnevu spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov. Veliko čast in priznanje mi je deliti nekaj svojih misli z vami. In če mi dovolite, bom začel z besedo, ki bo podčrtovala ves moj današnji nagovor, in to je beseda samoumevno. Namreč, kot človeku se mi zdi samoumevno, da obeležujemo dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov. Zakaj tako mislim? Zato, ker so določene stvari pač samoumevne, so resnične, ne glede na to, kako jih sodi človek, kako jih označuje, bodi si spoštuje ali ne spoštuje večina. Od nekdaj je namreč bivanje na tem planetu imelo smisel samo, če se je napajalo in bilo osmišljeno iz nečesa presežnega. Tistega, kar nasprotju s tem, kar naj bi bilo dobro za posameznika
ali največje število ljudi postavlja temelje tega, kar je prav. Ta presežni prav je v zahodni civilizaciji, katere del je tudi Slovenija, v različnih zgodovinskih obdobjih, od antike, neizbrisljivih sedimentov judovstva in krščanstva ter razsvetljenstva, nosil različna poimenovanja za eno in isto stvar. Govorili smo o naravi, govora je bilo o božjih zakonih, pisano z malo, o Bogu, pisano z veliko, o razumu, pisano z veliko. V bistvu vse hkrati. In v tej nikdar docela doumljeni presežnosti, ki je univerzalna, večna in neminljiva in brez katere ni, saj ne more biti, kot že rečeno, smisla, je bilo tako že vse zapisano in izrečeno. Tako vemo že iz antike, da so naravni zakoni nad tistimi, ki jih piše človeška oblast. Da ima na primer vsakdo, ne glede na to, kako ga vrednoti katerakoli oblast, neutoljivo pravico do groba, ker je človek. Kot Sofoklej izreče po svoji Antigoni, citiram, to vsi vidijo, to vsi vedo, le usta si mašijo. Konec citata. Bodi si iz strahu, pragmatizma ali pa preračunljivosti. Kakorkoli že je, nič ne more zanikati resnice, da smo spet, kot pravi Antigona, na svetu ne da sovražimo, temveč da ljubimo. Ali kot reče Jezus po Mateju, ko ga farizeji preizkušajo z vprašanjem, spet citiram, učitelj, katera je največja zapoved v postavi? In rekel mu je, ljubi Gospoda svojega Boga z vsem srcem, vso dušo in vsem mišljenjem. To je največja in prva zapoved. Druga pa je njej podobna. Ljubi svojega bližnjega, kakor samega sebe. Na teh dveh zapovedih stoji vsa postava in preroki. Konec citata. In na teh dveh zapovedih, spoštovani in spoštovane, sekulariziranih, moderniziranih, sprejetih dan danes na množico pluralnih načinov, more stati tudi sodobni svet, če naj bo pravičen. Cilj vsega posvetnega na tem planetu je tako človek, posameznik, njegovo enako, neponovljivo človekovo dostojanstvo, ki nam daje vsem enako pravico samo uresničiti se na svoj izbrani način v mejah enakih pravic drugih. Človek je torej cilj vsega. Ni pa ta isti cilj, namreč človek, hkrati tudi merilo vsega. Če in ko se je v zgodovini zgodilo, da je človek iz krvi in mesa postal tudi merilo vsega, se je človeštvo, komu je tehnologija to dopustila, hitro znašlo v totalitarizmu. Kaj je totalitarizem? Totalitarizem je mogoče razložiti na različne načine. Meni najbližja razlaga je tista, ki pove, da je srž totalitarizma v tem, da človeka kot neponovljivega posameznika, kot individuum, iz cilja vsega stvarstva spremeni v inštrument za doseganje oblastvenih interesov, podčrtanih s tem, kar Hannah Arendt označuje, kar terjajo bodisi neustaljive silnice narave ali zgodovine. In iz teh, kot omenja Hannah Arendt, darwinistične narave ter marksistične zgodovine sta se napajala fašistično-nacistični ter komunistični režim. Za oba je značilno, da zanju človek ni bil cilj sam na sebi, temveč samo sredstvo za doseganje nekih drugih, posvečenih političnih ciljev, s pomočjo katerih so hoteli osvobajati človeka onkraj nespremenljivih večnih zakonov narave, Boga ali razuma, zato da bi vzpostavili, kot ponovno opozarja Arendtova,
pravičnost na zemlji s pozitivno pravnim uokvirjanjem parcialnih političnih hotel. Ta oblastveni voluntarizem se je izkazal ne samo za neizvedljivega, temveč predvsem za pogubnega, naravnost zločinskega. Če kdo, to dobro vemo prav Slovenci. Majhen narod, stoletja brez svoje države, ki je bil v prvi polovici 20. stoletja skoraj edinstveno v Evropi zapisan uničenju pod udarno pestjo vseh treh velikih evropskih totalitarizmov: fašizma, nacizma in komunizma. Na današnji dan, na Evropski dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov, ki ga sicer obeležujejo še v številnih drugih demokratičnih državah po svetu, se spominjamo trpljenja in žrtev vseh posameznikov, njihovih družin in svojcev, ki so jim totalitarizmi in avtoritarni režimi povzročili nesluteno trpljenje. Spominjamo pa se zato, da se ne bi nikdar več ponovilo. Pri tem ne gre za nikakršno revizijo ali reinterpretacijo zgodovine. Gre preprosto za civilizacijski minimum. Točno tisti civilizacijski minimum, ki se le nekaj 100 kilometrov od nas ponovno tepta na ukrajinskih ravnicah pod težo Putinovega nedemokratičnega režima. Prav ruska protipravna agresija na Ukrajino je najboljša potrditev, da seme totalitarizma, ki je najbolj sklilo, ko sta si nacizem in komunizem 23. avgusta 1939. leta podala roke, da to seme še zdaleč ni bilo izgubljeno. Še posebej hitro lahko to seme uskali v okoliščinah, kot so današnje, ki jih prežemajo globoka polarizacija, populizem, demagogija, krize vseh vrst in namerno politično ter medijsko izrabljanje nevralgičnih družbenih točk, ki sicer po naravi stvari delijo naše politične skupnosti, ki so polne razlik. Še bolj kot seme totalitarizma pa so trdožive in obstojne njegove posledice. Teh, še posebej, če totalitarizem traja desetletja, če ga predstavljamo kot sredstvo osvoboditve in emancipacije, kot nekaj dobrega vsaj v teoriji, če je bila že izvedba v praksi slaba, te posledice pogosto ostanejo na nezavedni ravni. Tako da svojo totalitarno poškodovanost slednjič razumemo celo kot nekaj normalnega. Pa čeprav, in to je treba povedati na glas, to ni. Slovenci in Slovenija, naši oblastniki, ter vsi tisti, ki s svojim javnim delovanjem ustvarjamo javni prostor, imamo zato v zvezi s totalitarizmi in našo lastno trojno totalitarno poškodovanostjo pred seboj še veliko zgodovinsko nalogo, da to poškodovanost prebrodimo, da jo pozdravimo in postanemo zdrava, s preteklostjo neobremenjena družba. To, kot je sicer v svoji javno spregledani izjavi zapisala Slovenska akademija znanosti in umetnosti, citiram, je mogoče. To je mogoče doseči le s prizadevanjem za resnico o medvojnih in povojnih dogodkih in z njihovim ocenjevanjem na podlagi občeveljavnih etičnih načel ter s pietetnimi in spominskimi dejanji, ki bodo namenjena vsem padlim, pobitim in umorjenim. Kolikor je le mogoče, moramo popraviti krivice, prenehati z medsebojnimi obtoževanji, izključevanji in instrumentaliziranjem zgodovine, ter pri vsem tem spoštovati drugače misleče. Konec citata. In prav takšno pietetno in spominsko dejanje je današnji dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov, ki bi moral biti za vse demokrate, zares za vsakogar, ki je zavezan minimalnim standardom zahodne civilizacije,
nekaj samoumevnega. Kot priložnost in dolžnost, da kot posamezniki in skupnost izkažemo sočutje in spoštovanje vsem žrtvam vseh totalitarnih režimov in da gremo hkrati vase, da prej sprašamo svojo vest ter zatremo padle angele banalnega zla v nas samih. Zato, kot že rečeno, da se kaj takega, čemur so bili podvrženi ljudje ob začetku 20. stoletja, spet drugi pa naprej trpijo še danes, vendarle ne bi nikoli več ponovilo. Naj povsem za konec sklenem še z eno samoumevno resnico, ki smo jo lahko tudi danes izpod peresa Otona Župančiča prebrali na spomeniku vsem žrtvam vojn v srcu Ljubljane. Tako tam piše, citiram: Domovina je ena, nam vsem dodeljena in eno življenje in ena smrt. Konec citata. Iz večnih in trajnih zakonov se napaja ta resnica o domovini, ki je vir življenja, in o smrti, ki so jo trosili totalitarizmi ter njihove vojne. Pa vendar, po smrti vedno pride novo življenje. Za vse tiste, ki verujejo v večnosti. Za vse nas pa novo življenje novih generacij, ki smo jih mi s svojo ljubeznijo spravili na ta svet. Na dan, kot je današnji, se zato še posebej spomnimo in potrudimo, da tem mlajšim novim generacijam zapustimo boljši, bolj pravičen svet od tistega, ki smo ga podedovali. Strinjali se boste, da je to res najmanj, kar lahko storimo. Hvala lepa za vašo pozornost. Profesor dr. Matej Avbelj, hvala, da ste nam utrdili spomin in razsvetlili marsikatero dejstvo, ki mora ostati vidno in živo. Ob zaključku svete maše in akademije v spomin na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov se zahvaljujemo ljubljanskemu nadškofu metropolitu monsignorju Stanislavu Zoretu in somaševalcem za opravljeno mašno daritev. Hvala še enkrat slavnostnemu govorniku, doktorju Mateju Avblju, za pronicljive besede in bogato razmišljanje. Slovesnost svete maše in akademije sta s petjem in igranjem obogatila Jernej Fabjan in Tjaša Primc. Hvala tudi njima. Za prisotnost pri polaganju vencev in tudi tukaj na akademiji se zahvaljujemo veleposlaniku Republike Poljske v Republiki Sloveniji, njegovi ekscelenci dr. Krizovstofstu Olenskemu in njegovi ženi. Iskrena hvala za udeležbo poslancem Državnega zbora Republike Slovenije in evropski poslanki, veleposlanikom, visokim gostom iz cerkvenega in vojaškega življenja ter vsem vam, dragi prijatelji, ki ste se udeležili današnje slovesnosti. Spomin na žrtve, ki so trpele pod nasiljem totalitarnih režimov, v nas ohranja človečnost, ki je temelj in pogoj za življenje v miru, varnosti, strpnosti in sožitju. To je tudi edina možna pot za sobivanje v prihodnosti. Pri pripravi letošnje svečanosti so, kot sem že omenil, sodelovali Vojaški vikariat Slovenske vojske, Stolna župnija Nadškofija Ljubljana ter Študijski center za narodno spravo. Ob koncu pa zaključimo tako, kot smo začeli, s pesmijo. In sicer naslov pesmi je nekaj, ki tako dobro dene, Večerni hlad. Hvala za vaš obisk ter še naprej lep večer in lahko noč. Jernej in Tjaša, prosim.